Danes v Pomurskem dnevniku iščejo delavce za sezonsko delo. Polepšali počitnice otrokom. Bo fazenerija še drugič razprodana. Iščete zaposlitev? Vreme, jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kljub temu, da se je število brezposelnih v zadnjih letih občutno zmanjšalo, znaša stopnja registrirane brezposelnosti še vedno skoraj 8%. Kljub temu pa vinarji in sadjarji vedno težje najdejo sezonske delavce, čeprav bi lahko z obiranjem grozdja zaslužili tudi do 70 evrov dnevno. Pogosto se na oglase za prosta delovna mesta ne odzove nihče. V Radgonskih Goricah 70 redno zaposlenim pri trgatvi pomaga še 50 sezonskih delavcev. Za razliko od večine drugih večjih vinarjev, v teh vinogradih ni tuje delovne sile. Večinoma to gre za domačo, ne večinoma, v bistvu gre za izključno domačo delovno silo, se pravi za povratnike, ki se vračajo, ki že leta in leta obirajo, nam pomagajo obirati grozdje in seveda pomagali smo si z javnimi mediji, da smo oglaševali in seveda organizirali smo avtobus, ki vsako jutro pelje iz Murske Sobote v Radgonske Gorice in evo, to je to. Grozdje tako obira tudi več upokojencev, ki pa svoj zaslužek namenjajo mlajši generaciji. Zato sem se odločila, da bi nekaj še zraven dobila, pa bi malo otrokom pomagala. Pa sicer je naporno, ali se da zdržati? Ni naporno zdaj več, ker ni tista vročina, tako gre. Težave z iskanjem sezonskih delavcev imajo tudi sadjarji. Na Zavodu za zaposlovanje že 3 tedne visi obvestilo za 4 prosta delovna mesta v sadjarstvu Novak, a se nanj ni odzval še nihče. Z iskanjem glih nekaj je spodbudno. Težko jih je dobite. Dobili smo tudi okoliške delavce, zaposlili smo jih pogodbeno. Dela tudi eno študentko pri nas. 10 sezonskih delavcev bo na 7 hektarjih obralo več kot 300 ton jabolk. Nekateri sezonski delavci se v sadovnjake vračajo že več kot 10 let. Tudi Marta Šantevec, ki je sicer brezposelna. Što še delate, dobi sok še. Plačilo 5 evrov bruto na uro, prehrana in pijača, pa tudi kakšen zaboj jabolk za ozimnico, je očitno za številne brezposelne premalo. Ne vem, zakaj ne pridu, mislim, ko malo manjka voljo do dela. Dosti jih ne pride zaradi Avstrije, odidejo v Avstrijo, tam nekaj več zaslužijo. Pri nas na žalost cena sadja ne prenese 7 evrov na uro. V Radgonskih Goricah so za sezonske delavce organizirali celo avtobusni prevoz. Poskrbijo tudi za malico in vodo, za vsak kilogram nabranega grozdja pa plačajo 7 centov. Recimo sorto, ki jo zdaj vidite, ki jo pobiramo, je šipon, je možno tudi 1 tono v enem dnevu nabrati, kar je 700 oziroma 70 evrov na dan. In grozdja je več kot dovolj. Letos ga bodo ročno obrali več kot 2 milijona kilogramov. Družba Sava Turizem je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje ter njeno izpostavo v Murski Soboti to poletje omogočila enodnevna vodna doživetja v termah 3000 v Moravskih Toplicah in termah Ptuj, 90 otrokom iz družin z manj priložnostmi. Družba je v okviru svojih dejavnosti na področju družbene odgovornosti poletne počitnice polepšala tudi 17 družinam, ki si poletnega oddiha še nikoli niso zmogli privoščiti. Naše aktivnosti na področju družbene odgovornosti so namenjene predvsem otrokom, ki si zaslužijo dobiti priložnost in se vsaj nekaj dni na leto počutiti, kot da v življenju niso za nič prikrajšani. Narava nas je obdarila s termalnimi vrelci, ki hkrati ponujajo obilje zdravja, dobrega počutja in seveda tudi vodne zabave. Da jih delimo z njimi je najmanj, kar lahko storimo zanje. Veseli smo, da jim lahko na tak način polepšamo vsak dan, sporoča iz družbe Sava Turizem. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje izvaja sicer aktivnosti za pomoč otrokom iz družin z manj priložnostmi. Iz vse Slovenije skozi vse leto. Z različnimi aktivnostmi na leto pomagajo tudi več kot 9000 otrokom iz vseh slovenskih regij. Hoja, pohod na kapelo, pohod med vrelci življenja, fitnes vaje, aerobika, gimnastika in tek, pa tudi vrtenje srčnega kolesa sreče ter priprava napitka in sladice za zdravo srce. Vse to so aktivnosti, s katerimi boste lahko na Svetovni dan srca v soboto 29. septembra v zdravilišču Radenci zbirali minute za zdravo srce.
Bolj kot boste aktivni, več jih boste zbrali. In če jih boste zbrali vsaj 136, kolikor let šteje to najbolj srčno zdravilišče v Sloveniji, boste prejeli še dodatnih 180 minut brezplačnega kopanja v zdravilišču Radenci. Ste pripravljeni, da naredite nekaj za svoje srce? Vse naštete aktivnosti in delavnice, ki jih v zdravilišču Radenci pripravljajo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Murska Sobota, zdravstveno zavarovalnico Vzajemna iz Murske Sobote, Društvom upokojencev ter Zavodom za turizem in šport Radenci, bodo v parku pred hotelom Radin potekale ves dan od 10. pa vse do 18. ure. Njihova rdeča nit je skrb za zdravo srce, kar pomeni, da boste z udeležbo na prav vsaki izmed njih naredili nekaj dobrega za to najpomembnejšo mišico v človeškem telesu. Med zelo raznoliko ponudbo aktivnosti boste zagotovo našli nekaj zase ter uspešno zbrali 136 minut, ki vam prinesejo tudi nagrado. Udeležba na dogodku je tako lahko odlična ideja za preživetje aktivne sobote za vso družino. Otroci bodo telovadili z veveričko Muki, maskoto zdravilišča Radenci, se zabavali v Zajemkovi deželi z Zajemkom, maskoto zavarovalnice Vzajemna, se peljali s turističnim vlakcem, skupaj z njimi pa boste lahko tekli na družinskem teku. Naslednji teden se na Fazaneriji obeta nov spektakel, na vrsti bo dvoboj Mure in Maribora. Iz kluba so sporočili, da naj bi do sedaj pošlo že vsaj 2000 vstopnic. Muro ta konec tedna čaka tekma s Celjem, v četrtek pa tekma s Triglavom v Kranju. Nato pa se na Fazaneriji obeta nov spektakel, v Mursko Soboto namreč prihaja Maribor. Da je zanimanje za tekmo že zdaj veliko, ni potrebno posebej izpostavljati, to pa so nam včeraj sporočili tudi iz kluba. Za srečanje med Muro in Mariborom je prodanih že 2000 kart, stadion se že več kot teden ni pred tekmo zelo dobro polni, pravijo v soboškem prvoligašu. Tako kot je to praksa že v preteklih tekmah, si boste tudi tokrat lahko vstopnice zagotovili že v predprodaji. Vstopnice po standardnih cenah, torej otroci 4 evre, ostale tribune 8 evrov in glavna tribuna 10 evrov, so v predprodaji že na voljo. Na dan tekme bodo cene vstopnic višje, in sicer za otroke 6 evrov, za ostale tribune 11 evrov in za glavno tribuno 13 evrov. Predprodaja bo v baru potekala vsak delovni dan med 14 in 19 uro, v soboto med 12 in 19 uro, v nedeljo pa je bar zaprt. Kot vsak v petek smo tudi danes za vas poiskali prosta delovna mesta. V nadaljevanju preverite, ali je katero pravo ravno za vas. Želite ustvarjati izjemne rešitve na področju medicinske opreme in specializiranih vozil, ki rešujejo življenja? V podjetju Medikop zaposlijo programerja vgrajenih sistemov. Če vam bolj leži organizacija dela, kadrovska politika in izdelava poročil, razmislite o zaposlitvi kot vodja splošne službe v podjetju Varis. Varovanju okolja se lahko posvetite v javnem zavodu Krajinski park Goričko, kjer prosti delovni mesti čakata naravovarstvena sodelavca. V kolektiv hotelskega kompleksa in glamping Bioterme Mala Nedelja medtem vabijo kandidata z veseljem do opravljanja dela animatorja. Skrbel bo za pripravo in izvedbo športne animacije, spremstvo na izletih in organiziranje prireditev. Pestra pa je tudi ponudba sezonskih del čez mejo. Eures za različne avstrijske delodajalce išče slaščičarje, kuharje, natakarje, servirce hrane, receptorje, sobarice, hišnike ter učitelje deskanja na snegu in smučanja za delo v smučarskih središčih. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, ali se bo vaš župan potegoval za nov mandat. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo pihal v jugo. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija.
Opoldne ste v Radencih in Lendavi namerili 20 stopinj, v Krajinskem parku Goričko 22 ter v Murski Soboti 23 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, dopoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal severovzhodnik, ob morju pa bo še pihal jugo. Popoldne bo dež od severovzhoda počasi oslabel, okoli pol dneva bo na Primorskem začela pihati zmerna burja. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 7 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele le do 14. V noči na nedeljo bo dež povsod ponehal. V nedeljo se bo začelo jasniti, več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. V ponedeljek zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 5 in 13, dnevne pa med 15 in 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.